V avtoservisu Špajzer Trbovlje vam omogočajo nakup vozil znamke Citroen in nakup rabljenih vozil različnih znamk. So pooblaščeni zastopnik znamke Citroen, opravljajo servis vozil, kleparska popravila vozil, premontažo pnevmatik in optiko vozil. Za več informacij so dosegljivi na sedežu podjetja ali na telefonski številki 03 66 30 170. Citroen. Ponedeljek je dan za Reporter. Edo, Edvard Bravec, tole je verjetno najin zadnji pogovor v Trboveljski kopalnici, v letnem kopališču v Trbovljah. Potem mi odhajaš v pokoj med penzioniste, zdaj pa še nisi. Verjetno si kar precej zadovoljen, da je takšen obisk, seveda letni čas je tudi primeren, da je takšen obisk. Ja, veseli smo tudi sprostitve, katere je prišla strani NIJZ-ja. Trenutne omejitve so medosebni razmak 1,5 metra, 2 metra v vodi, v kopališču, ter 1,5 metra ob vodnih površinah. To pomeni, da glede na površino, s katero razpolagamo, imamo lahko do 750 obiskovalcev, od tega pa 200 v vodi, v bazenu. Vse več pa potem imajo naši reševalci, delavci nalogo, da sledijo in opozarjajo oziroma izpraznijo bazen. Samo 200 v bazenu je kar lepa cifra, s katero zaenkrat še nismo presegli. No, kako pa kaj sami kopalci, obiskovalci bazena upoštevajo navodila tistih, ki so tu zaposleni? Kaj naj rečem? Vsa navodila so izobešena pred vhodom na bazen, tako da si jih lahko vsak prebere v času, ko čaka na vhod. V notranjosti so izobešena, prav tako pa vsi naši delavci opozarjajo na vse, kar predpisi predvidevajo. Mi nismo policaji, ne moremo izvajati restriktivnih funkcij, lahko samo opozarjamo, nič drugega. Poleg tega smo na vseh površinah označili vhode, izhode, tako da pride do čim manj križanja pri vhodu in izhodu. Opozarja se na razkuževanje pred vhodom v bazen. Dezinfekcijski bazeni so vedno, vsakočasno se polnijo in dodaja se razkužilo. Vhod v sanitarije je obvezna uporaba maske. Imamo na vseh, ne vem na koliko koncih so razkužila, koliko ljudje to upoštevajo. Bom rekel, da ne 100%, pa sem lepo povedal. Seveda je pa tudi težko to kontrolirati, ker hodijo ljudje iz istega gospodinjstva in tam pa ni potrebna ta medsebojna razdalja. In je to težko potem nadzorovati pa opozarjati, pojdite bolj narazen. Jaz ne vidim toliko problema pri tej razdalji, kot problem pri uporabi sanitarij, uporabi garderobnih sob, pri uporabi, kjer se preoblačijo. Tu so nameščeni dezinfekcijski aparati. Striktno imamo enega samo za to zaposlenega, da razkužuje. Nič drugega ne dela, kot razkužuje. Hodi po garderobih, ležalniki se razkužuje po uporabi, pred uporabo. Tako da tudi z tega vidika bodo stroški malo večji, kot bi bili normalno. Vendar kaj bi bilo, če bazena ne bi mogli odpreti, če bi bilo tako, kot je bilo pred mesecem še, da je maksimalno število uporabnikov 200.
to pa bi bilo nekomercialno 200 na celotnem kompleksu, to pa bi bilo nekomercialna raba, tako da če pride do tega, upamo, da ne, bo problem. Bomo verjetno morali tudi razmišljati o zaprtju kopališča. Se je letos zaradi koronavirusa kaj pozneje začela poletna sezona v Trbovljski kopalnici? Takole bom rekel. Istočasno z sprostitvijo ukrepov strani NIJZ je prišlo poletje. Mislim, da na isti dan. Prej so bile do 20. junija so bile temperature pod 20 stopinj, dež, večerne nočne temperature so bile pod 10 stopinj. Tako tudi, če bi hoteli, ne bi mogli vodo segreti na tistih željenih 25 stopinj, kot jih imamo sedaj. Sedaj ni potrebno ne ogrevanja. Mislim, da je tudi kakšna stopinja več. Ja, ne pravim, da ni potrebno ogrevanja. Sedaj je že vreme tisto, ki ogreje vodo nad 25. V kakšnem vročinskem valu pa vodo ohladimo, dotakamo frišno novo vodo iz omrežja. No, sam sem kar pogost obiskovalec tega res lepega plavalnega centra, lahko rečem, in opazil sem, pa tudi ti si že ujel žogo za odbojko, torej odbojka je odprta, ne? Se lahko na mivki igra, ni pa letos žoge, ne? Ne samo, da ni žoge, tudi trampolin smo odstranili, kajti žoga je praktično prepovedana. Tista vodna žoga, ne? Vodna žoga, v katerega vstopi obiskovalec in potem na vodi hodi po vodi, je tudi naziv te žoge. Tu je vir okužbe res velik. Zato smo jo tudi odstranili, tudi pričeli nismo z uporabo. Smo pa odstranili tudi trampolin, kajti na trampolin je brezplačen, fluktuacija je ogromna in za vsakim bi bilo potrebno razkužiti celoten trampolin. To pa pomeni enega dodatno zaposlenega, ampak samo na trampolinu, ker vsakih par minut pride do menjave. Otroci so ga pač sprejeli, radi uporabljali, nažalost zaenkrat ga ne bo. Opažaš zdaj v teh prvih tednih kaj menj obiska glede na lansko leto ali pa še na sezono prej? Kar se tiče, če misliš vezano na korono, ne, sigurno ne. Opažamo, da prihajajo tudi, da je ogromno obiskovalcev izven Trbovlj. Kar je dobro? Kar je dobro. Na zunanjih letnih kopališčih je bistvenega pomena vreme. Če bo vreme dobro, če je vreme lepo, toplo, obisk bo, da ne govorimo o vročinskih valih. Je pa res, da smo lani v tem času imeli že tretji vročinski val. Lani smo imeli v juniju obisk, rekorden obisk, tudi v celotni sezoni je bil rekorden, če upoštevamo od leta 2000 dalje, ko je bila obnova, ko smo zalaufali nov bazen. Moram reči, da sem zadovoljen glede na vreme in celotno situacijo, kakršna je bila v letošnji sezoni s tem koronavirusom, da sem zaenkrat zadovoljen. No, verjetno si pa sam tudi zadovoljen, vidva se tikava, ker se že dolgo poznava, ker je tudi gostinska ponudba letos vendarle boljša, kot je bila lansko leto, ko je bilo nekaj zapletov, vse potem skozi sezono se je tudi rešilo, ampak bolj bogata tudi ponudba hrane. Ja, zapleti so bili lani zaradi tega, ker pač ni bilo nikogar prijavljenega in na vrat na nos je Mladinski center Trbovlje dobil, bom pod narekovaj rekel, nalogo, da prevzame gostinsko storitev. Ni bila taka, kot je bila eno leto poprej, daleč od tega, vendar bila pa je. Tako da prepričan sem, da so obiskovalci zadovoljni z ponudbo, katero nudi nov najemnik.
najemnik je občina Trbovlje oddaja v gostilno v najem, Zavod za mladino in šport ima samo v najemu gostinski vrt, kar je pa glavnega pomena v teh 3 mesecih, glavni vir dohodka gostinca, ki ima to v najemu. Moram reči, da lahko seveda. Moram reči, da sem kar pogosto na tem bazenu, te tudi pogosto v dopoldanskem času opazim, ampak ponavadi oblečenega redko kdaj v kopalkah in v bazenu. Kolikokrat letno zaplavaš v tem bazenu? Letos še nisem bil v bazenu, to, da me pa večkrat vidiš, je pa samo kontrola dela. Če stvari tečejo, kot je treba, ponavadi napravim giro po bazenu, opozorim, če je kaj treba opozoriti. Tega je zelo malo, kajti moram pohvaliti naše delavce vsa leta do sedaj in tako bo tudi prepričan sem, da bo tako tudi v letošnji sezoni. No, opažam tudi veliko tistih stalnih plavalcev iz preteklih sezon. Torej je veliko takih tudi, ki letno si nabavijo letno karto, sezonsko karto, stopnico za kopanje. Kakšne so? Torej so družinske, so individualne, pa so tudi za upokojence, malce cenejše. Vse vrste teh družinskih stopnic imamo. Pa še vedno jih je možno kupiti. Še vedno jih je možno kupiti. Rad bi pa poudaril nekaj. Kot prvo, cene so enake, kot so bile lansko leto, oziroma rad rečem, kot so od leta 2010 dalje. Drugo, naj se ne bojijo ljudje kupovati sezonskih kart. Vkolikor bo več kot 50% časa teh 3 mesecev bazen zaprt zaradi, če pride do kakršnekoli korona krize ponovno, bomo vračali sorazmerni delež letnih kart. Če bo 50% dni bazen zaprt, bojo ljudje dobili 50% dobro imetja za nakup v naslednjem letu. Tako da ne bojte se, kupujte karte, 10-14 obiskov dnevni, pa je letna karta praktično povrjena. Cena? Odvisno od otroci od 3, odrasli 5. Letne karte so pa od otroci od 60 do odrasli do 80, družinska s 3 člani je pa 130. Tako da se nekako najbolj splača potem. Tako da pa je veliko teh tudi, katere prevladujejo stopnice, bolj tiste detki, babice pa vnuki, družinske karte, katere koristijo največ detki, babice z svojimi vnuki. Je bilo potrebno v tem času, preden se je bazen odprl, kaj prenoviti, kaj renovirati? Ja, imeli smo kar precej stvari, katere se sploh ne opazi. Recimo teleotočni kanali za nami in na oni strani, to je vse novo, kanalete, vse so bile zamenjane, vse stopnice smo na novo oblekli z betonskimi ploščami, vse 3 vrste stopnic so na novo oblečene. Srednji bazen je bil prebrušen, prelakiran, tobogan je bil prelakiran, tako da so stvari, ki jih je praktično treba vsako leto urejati, pa se nič ne vidi. Kakih večjih investicij, razen tole. To je pa vrt, ki je v celoti obnovljen, nova oprema, ograje so nove, klopi so druge. V naslednjem letu pride pa tudi komplet novo poden, bo na novo zabetoniran in ne vem, kakšna je slovenska beseda, štokan. Poštokan, to bo nadrobljeno, nasekljani bo in impregniran poden, tako da to bi še čaka še v naslednjem letu. Še pod tvojo komando, verjetno ne? Ne, jaz zaključujem konec septembra letošnjega leta. Rekel sem, da bom kopalno sezono speljal do konca. Speljal sem tudi združitev obeh zavodov. Mimo grede, Mladinski center pa Zavod za šport sta se združila, sedaj že 2. mesec kot enovit zavod za mladino in šport, katerega vodim jaz kot VD direktor.
do upokojitve, ne? Do upokojitve. Pogodbo imam za 1 leto, vendar dogovorno je, da konec septembra bi naj že prišel nov direktor. Komaj čakaš Komaj čakam upokojenskih dopusta kot prvo, katerega imam na razpolago, potem pa resnično tega prvih penzionskih dni, katere bom sigurno preživel z vnukinjo nekje dol na morju. Ampak vse veš, ne, kaj pravijo, da imajo upokojenci še manj časa kot zaposleni. Tako se sliši, zdaj ne vem. Jaz si ga bom našel za tiste stvari, katere bojo meni odgovarjale. Tako. No, seveda ni tvoj ponos na nek način, pa ponos Trboveljčanov, samo ta bazen, letno kopališče. Marsikatera občina ga nima več, pa ga je imela, ker nenazadnje denarcev glih ne prinaša letno kopališče, sploh če je slabo vreme, če je veliko dežja. Na kaj si še ponosen v svojem mandatu, v svojih mandatih vodenja Zavoda za šport, no, pa zdaj zadnjih nekaj mesecev Zavoda za mladino in šport? Da ne bomo govorili, kaj se je v teh 13 letih zgradilo, izpopolnilo, kar se tiče športnih objektov, od Trim steze pa do južnega dela Trbovelj. Trim steze je tudi ena redkih v Sloveniji, no, čeprav rastejo zdaj tudi po Sloveniji nazaj. Ne? Ja, od parka ulične vadbe, potem pa zopet teh ogromno stvari, katerih se ne vidijo. Ne vem, koliko ljudi ve, da smo pred 2 leti celotno parketno površino v športni dvorani Polaj sanirali in s tem življenjsko dobo parketa najmanj za 5 let podaljšali. Vse je bilo prebrušeno. Pravne te površine na zunanjem igrišču pa to še čakajo, ne? Ja, nažalost, spričo koronavirusa in vseh teh zadev, ki so se v letošnjem letu okoli tega odvijale. Prijavljena je bila zamenjava umetne trave na športnem parku, na nogometnem igrišču športnega parka Rudar. Iz 3 strani je so bila obljubljena nepovratna sredstva, na fundaciji so bila že dodeljena, pa se jih je občina kot takšna odpovedala v dobro naslednjega leta, prav tako na Ministrstvu za šport, kot tudi na nogometni zvezi. Vsi trije so obljubili, da bodo pristopili k sofinanciranju v naslednjem letu. Upam, da bojo besede držali, tako da upam, da bom povabljen na otvoritev. Rade volje bom prišel, ker nogometno igrišče kot tako, travnata površina, nujno potrebuje zamenjavo. Kot rečeno, ko sem prišel leta 2007, smo umetno travo postavili na nogometno igrišče, življenjska doba je pa od 8 do 10 let. Letos je pa že 13. leto. Bile so pohvale, da dobro vzdržujemo vse skupaj, ampak je potrebno res to. Dolžina umetnih vlaken se je toliko skrajšala, da je trdota že nevarna za gležnja, kolena, noge kot taka. Verjetno se strinjaš, da je tako to letno kopališče Trbovlje eno lepših v Sloveniji, tudi zaradi tega, ker ima že častitljivo starost, ne? Mislim, da je 1956, ne? To se vidi na vhodu, ja. Imamo 4 ali 5 velikih panojev, 2x3 metra. In zakaj se je takrat reklo kopalnica? Ker so pred kopališčem, pred bazenom, je bila tukaj en majhen del dejansko kopalnic, kjer so se rudarji hodili kopati, oziroma tisti, ki ni imel kopalnic doma, teh je bilo pa 80%. In iz tega je prišel naziv kopalnica, tudi kasneje, ko se je leta 1956 zgradil bazen za komercialno rabo, za plavanje, za uporabo, za rekreacijo. Je ostalo to ime. Ta kopalnica in mi smo vedno rekli, da gremo se kopati v kopalnico. Jaz nisem poznal drugega kot kopalnica. Jaz sem doma iz kilometer nad bazenom. Se vidi? Ne, Vreskovo, malo više gore je kilometer, kruh
kos kruha, paradajz, pašteta in smo bili In cel pečeni. dan, ne? Pa vedno smo hodili skozi ograjo, brez da smo kupovali kar. Mene vnuki pogosto sprašujejo, rečejo, ata, a je res enkrat skočil z vrha, iz tribune in si preklal glavo? Res, se je to zgodilo, ne? Pa še zdaj pride kdaj kopati. Bil sem celo zraven takrat, ko se je poškodoval, samo da ne bo kdo mislil, da je to bilo v tej širini. Takrat je bil bazen meter širi, 2 metra širi, to pomeni meter na eno, meter na drugo, 20 metrov, zdaj je 18. Pa terasa se mi zdi, da je bila tudi malo zamaknjena, ampak tu nekje kot tale širina je bila. Prekratek je bil. Prekratek skok in ne vem, koliko ljudi se spomni skakalnice tukaj. Ja. Ta bazen je imel od začetka pa Globine. do leta, ne vem, 3-metrska skakalnica je bila, bil sem pečen na tej skakalnici, nostalgija je res. No in ta, ki je skočil, se še zdaj pogosto kopa, ne? Ja, še vedno pride Je preživel, ne? še vedno pride Ja. na bazen. Zdaj, prej sem omenil, da je kopalnica res ena lepših kopališč v Sloveniji. Zelo lep je tudi ta športni center Rudar z atletsko stezo, res v samem središču mesta. In 4. septembra bi morali imeti, ali pa upam, da bomo imeli 10. jubilejni zasavski humanitarni tek. To bo nekako najin zadnji skupni projekt, ne? Mogoče potem še kot prostovoljca, ne? Zdaj, če bi ga na današnji dan organiziral, ga ne bi uspeli izpeljati. Zakaj? Nažalost je pred parimi dnevi prišla nova omejitev strani NIJZ-ja in je maksimalno število na javnih prireditvah 50. Vendar to ni 50 tekmovalcev, to je 50 vseh udeležencev na prireditvi. Od spremljevalnega osebja do organizatorjev in tekmovalcev skupaj. Na današnji dan, pod današnjimi pogoji tega ne bi bilo. Upam pa, da se bojo stvari sprostile in da bomo lahko izvedli ta najin zadnji. Sploh še, ne, ker je predsednik države Moram te obljubil, pa da pride. popraviti, saj moje mnenje, tole ni eno lepših kopališč. Moje mnenje je, da je to najlepše kopališče v Sloveniji. Eno novost bi pa še omenil, katero smo poizkusno uvedli. V lanskem terminu smo polovico bazena v času treningov plavalnega kluba namenili podaljšanemu obisku dnevnih kopalcev od 6. popoldne do 7. popoldne, od 18. do 19. ure. V letošnjem letu smo pa v novost dali tudi to, da v času večernega kopanja imamo 2 do 3 proge plavalne za tistega, ki se hoče razplavati, tudi v času Do katere ure? od 20. do 22. ure. In obisk? Zadovoljiv, zopet povezan z vremenom, tako da... In je veliko teh plavalcev, ki jih jaz spremljam in si včasih rečem, so kar precej dolgočasni, gori, doli, tudi po 100-krat, ne? Ja. Niso to samo plavalci, to so rekreativci, ki radi napravijo nekaj dolžin bazena. Si med njimi? Rekel sem, da letos še nisem bil v lanskem letu sem pa hodil in mogoče je tudi mene to motilo, da sem se mogel izogibati, ustavljati, pa to, zato smo tudi letos to. Na lastnih izkušnjah se človek uči, ne? Vedno najbolj. Pa z odprtimi očmi, če po svetu hodi, tudi kaj vidi. Tako. Jaz upam, da sva recimo bolj kot ne vse povedala. Mogoče čisto za konec še odpiralni čas od 9. zjutraj in tudi tisti, ki res nima rad gneče, ne, gužve. Od 9. pa tam do 11. res ni veliko ljudi. Je kopališče res nudi... Ni takšen pogled. Ne, nudi res mirno kopanje, brez špricanja, plavaš lahko, razplavaš se lahko. Po 11. uri se pa stvari začnejo odvijati
gužva se veča, da ne govorim pa od 13. ure dalje, ko je evro nižja vstopnica, popoldanska karta. Se pozna, ne? Ja. Jaz mislim, da smo že malce tudi žejni, da bo potrebna kakšna osvežitev. Kaj praviš? Ja, mislim, da se vidi na meni tudi. Kakšno želiš, direkt v sonce, da te vržemo v vodo? Ali? Gremo nekaj spet. V redu, pa gremo, ne? Ajde, tako le pravi. Ja, Ajde, okay, lep pozdrav vsem skupaj. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.